zahvaljujem se vam, da ste se tudi danes udeležili našega webinarja. Jaz bom kar odprla programsko opremo v oblaku. Upam, da vidite. Najprej vas bom na hitro spomnila, kaj smo se na včerajšnjem webinarju naučili, mogoče tudi kdo takšen, ki včeraj ni bil zraven. Včeraj sem vam pokazala, kako naložiti in preurediti oziroma dodati gradivo v prosojnico. To se v bistvu dogaja v tem okencu dodajanja gradiva in vseh prosojnic. Prav tako sem vam pokazala tudi prezentacijski način spremljanja gradiva v živo, ki je smiselno, kadar uporabljate programe, ki omogočajo tudi prenos zvoka. Obenem pa sem vam tudi pokazala v tem delu, kako z učenci delite gradivo in ga spremljajo, kadarkoli želijo. Danes pa vam bom predstavila prostore za sodelovanje in reševanje nalog na daljavo. Webinar sem nekako razdelila na dva dela. V prvem delu vam bom predstavila orodje, torej samo kako pripravite prostore za sodelovanje. V drugem delu pa želim, da boste se sami preizkusili in aktivno sodelovali pri mojem deljenem gradivu kot učenci. Tole gradivo, ki ga tukaj vidite, to je gradivo, ki smo ga že včeraj predelovali in preurejali. Nekaj strani sem dodala in dopolnila in še ga enkrat naložila sem. Zdaj bom si še naredila kopijo gradiva. To se naredi tako, da pritisnem tukaj na tele 3 pikice in make a copy. Zakaj bom naredila kopijo, vam bom povedala v nadaljevanju. Tako. Gradivo bom odprla v načinu urejanja. Pritisnem na tale edit gumbek. Tako, zdaj se mi bo gradivo odprlo v tem načinu. Tukaj so vse moje prosojnice. Zamislila sem si, da bi recimo tole gradivo poslala učencem. Najprej bi si prebrali ta teoretični del, recimo tale del, ki je na prvih 3 prosojnicah. Tale 5. prosojnico pa bi spremenila za individualno nalogo za učence. Zdaj, to je tale moja prosojnica. Na prosojnici, ko želimo recimo takšno statično nalogo, kjer morajo učenci nekaj dopisati, dorisati in so vse te stvari, to besedilo, zadaj tudi tele tabelice, je dobro, da vse zaklenemo, ker v delovnem prostoru lahko učenci te stvari tudi premikajo, zato jih bom zaklenila. V bistvu pritisnem gor na želeni objekt in tale meniček zgoraj ter lock. Tudi to še moram zakleniti, da ne bo učencev pri nalogi omejevalo. Tako, zdaj imam vse te elemente, tukaj še manjka, zaklenjene načeloma. Zdaj pa želim gradivo spremeniti v aktivnost. Kje to naredim? Tole v bistvu želim spremeniti samo to prosojnico, ki jo imam zdaj tukaj ob strani tudi označeno. Na spodnjem delu je en gumbek in sicer Convert to activity. To pomeni, da aktivnost spremenim oziroma prosojnico spremenim v nalogo. Zdaj, jaz bom izbrala danes na celotnem webinarju samo prvo možnost. Prva možnost se od druge razlikuje. Ta prva možnost je individualna aktivnost. To pomeni, da boste videli, kaj vsak učenec posebej počne. Spodnja pa je v bistvu, kadar želite, da sodeluje celoten razred. To bi bilo primerno, recimo, ko boste prišli nazaj v šole in vam bo ta programska oprema všeč in boste na tak način želeli, da učenci sodelujejo pri dani aktivnosti. Torej, make this page an activity handout. Tako, zdaj se vidite, da se je preko prosojnice naredila takšna sličica. Če želim, jo lahko tudi dam v predogled. Zdaj, če želim predogled, potem, recimo, zdaj sem si ga ogledala, mislim, da je vse v redu. Ko želim zapreti predogled, pritisnem tukaj zgoraj na modrem trakcu na križec.
Tako, zdaj v bistvu vse, kaj jaz počnem v tem urejanju, se mi tudi sproti shranjuje. Tukaj zgoraj vidite, da se sproti shranjuje. Zdaj, ko sem to dodala, bom pritisnila na Finish Editing, torej da končam urejanje tega elementa. Samo da preverim, ker se mi prej niso pojavile kopije, katero sem zdaj urejala. Edit. Trenutek. Ja, to je ta. Dobro. Tole aktivnost zdaj želim poslati torej učencem, da jo bodo spremljali časovno neomejeno. Ne, ker v bistvu sem že včeraj rekla, da obstajata dva načina deljenja gradiva. Eno je, da učenci gradivo spremljajo v živo, drugo pa je, da jim vi pošljete povezavo in gradivo kadarkoli odprejo in rešujejo. Torej, zdaj bomo ta drugi del bom predstavila. Torej, dam gradivo v kopijo oziroma pošljem učencem povezavo. Tukaj se kreira spet unikatni link. Zdaj vam bom odprla drugi brskalnik, ker bom predstavila, kako torej to gradivo učenci vidijo od doma. Tako kot če bi učenci odprli gradivo v svojem prikazovalniku oziroma spletnem brskalniku. V brskalnik kopiram tole povezavo. Nekoliko časa traja seveda, da se odpre. Zdaj tukaj zgoraj se vidi, da sem jaz že vpisana s svojim mailom, drugače pa bi se še morala vpisati z mailom. V bistvu, tako kot sem že včeraj povedala, se je potrebno vpisati z Google, torej Gmail računom ali pa Microsoft računom. Zdaj, ko sem že vpisana, pritisnem odpri. Zdaj se mi je moje gradivo oziroma gradivo moje učiteljice, če smem tako povedati, odprlo, ker sem jaz zdaj v tem primeru v vlogi učenca. Tako kot se v prezentacijskem načinu tudi prikazuje, lahko tudi tukaj odprete predogled vseh prosojnic, ki so dodane gradivu. Tako, zdaj v bistvu tukaj sem si zamislila, da bi učencem na prvih 3 slajdih seveda pokazala teoretičen del in ko bi tega predelali, jih na 5. prosojnici čaka individualna aktivnost. Zdaj, če vidite, ko sem v vseh prosojnicah tukaj ob strani, čisto na skrajni levi, lahko se samo pomikam na prosojnicah. Zdaj pa se bom postavila na prosojnico 5, kjer je tale individualna aktivnost in bom jo zagnala. Zdaj boste ob strani, na levi strani tukaj, ko sem z miško, videli, da se pojavijo različna orodja. To so orodja, ki učencem pomagajo torej pri reševanju individualnega dela. S prvim delom bi lahko prestavljali določene predmete po strani. To bi recimo bilo primerno, če bi jaz recimo tukaj v spodnjem delu, kjer sem zdaj z miško postavila, ne vem, določene slikice, učenci pa bi jih recimo morali razvrščati v tele kategorije, takrat bi mogli izbrati orodje miške. Potem naslednje orodje je spet za pisanje, naslednjo za brisanje, tako kot včeraj sem povedala, je možnost izbrati tudi označevalnik teksta, zdaj, če bi bila takšna, tako naravnana naloga. Potem je tukaj orodje za dodajanje sličic, lahko bi tudi jaz pripravila recimo v tem primeru, ko je gradivo za likovno umetnost, da učenci pripravijo doma fizično likovno delo in tukaj bi lahko potem naložili sliko svojega umetniškega dela. Ta del pa je, tako kot sem tudi že včeraj povedala, iskalnik slik po spletu. Recimo učenci bi vpisali, ne vem, rdeča. Nekaj nagaja in bi potem dali iskalnik in bi jim vrglo potem vse sličice ven. Zdaj v moji nalogi je v bistvu sta ti dve orodji uporabni, torej orodje za dodajanje besedila, kajti naloga je sledeča.
Učenci morajo v tabelo vstaviti manjkajoče elemente. Navodila so v vsakem stolpcu posebej zapisana. V prvem stolpcu je naloga, da morajo učenci vpisati 3 komplementarne barv iz barvnega kroga. Recimo potem napišejo rdeča in zelena. Nekaj mi nagaja tipkovnica. Rdeča in zelena. Potem bi lahko naprej napisali drugi par, recimo spet morajo pritisniti na orodje za pisanje, modra in oranžna. Recimo, da se enega para učenec ne spomni, potem pa naslednja naloga je v sredinskem stolpcu s krogi barvno ponazori 3 tople barve. Potem si učenci vzamejo orodje za pisanje, izberejo tole, tukaj barvo, recimo rdeča, mogoče malo debelejšo, in pa s krogom ponazorim, tole je topla barva. In grem naprej, recimo tako in tako naprej. Enaka naloga je potem v naslednjem stolpcu. Upam, da vas zdaj ne bom zmedla, kajti v tem primeru se bom vrnila v pogled učitelja. Zdaj učitelj lahko to spremlja sproti, lahko pa tudi čez teden dni. Ni potrebno sproti spremljati, kajti vse se sproti shranjuje. Tako. Ampak v tem primeru mora učitelj odpreti tole gradivo v prezentacijskem načinu, tako da pritisne na start. Zdaj mi bo se v bistvu na 5. prosojnici prikazalo tale handout aktivnost, tukaj student progress. Torej, kako učenci spremljajo gradivo. Zdaj se tukaj vidi, v bistvu sem gradivo odprla samo jaz. In ga lahko odprem. Lahko bi zdaj bilo tukaj nanizanih 30 učencev in bi lahko vsakega posebej odprla, kaj počne. Evo, tukaj se mi vidi, kaj sem v prejšnjem brskalniku dodala. Zdaj pa recimo mislim, da malo se mi je povečalo, da je tukaj učenec pozabil zapisati en komplementarni par, zato bom mu tukaj dopisala recimo z rdečo barvo. Zelo slabo se vidi. Samo trenutek. Tako, sicer ne vem, zakaj so mi zmanjšala orodja ob strani. Bom učencu tukaj zapisala, da je pozabila si na en komplementarni par. Pozabila si na en komplementarni par. Razmisli. Tako. Recimo z rdečo barvo. Potem tudi tukaj dopiši, recimo tukaj lahko dodam navodilo. Dopiši oziroma nariši še kakšno toplo barvo. Tukaj moram tole spremeniti v rdečo. Zelo slabo se vidi, ker je majhen pogled. Tako. Tudi malo spremenim velikost. Tako, zdaj pa, če se vrnem v pogled, kaj v tem trenutku vidi učenec. Spet grem v drugi brskalnik. In tukaj se vidi točno, zdaj sem nekaj dopisala. Pozabila si na en komplementarni par, razmisli. To je v bistvu navodilo, ki sem ga jaz kot učitelj učencu oziroma učenki dopisala. In v bistvu, ko je učenec tukaj končal s svojim delom, lahko pritisne na dan, to pomeni, končal je z delom. In kaj potem učitelj vidi v svojem browserju, zdaj se bom vrnila nazaj, tukaj je ena kljukica. Zdaj vidim, da se še je nekdo tudi povezal. Tukaj zraven je kljukica, torej Larisa je že s svojim delom končala, Sabina pa še dela. Zdaj to je v bistvu
Aha, evo, smo že našli, kaj je bila težava, zakaj se je vse skupaj videlo na manjše. Ne, potem lahko tudi odprem, kaj dela Sabina, recimo, ne. To je zdaj tale prvi del, v katerem je možno, da učenci delajo časovno neomejeno. V drugem delu pa sem si predstavljala, da vam bom pokazala, kako bi učenci sodelovali neposredno v živo. To pomeni, da v tem primeru sem si tudi zamislila, zastavila nalogo tako, da boste vi aktivno sodelovali. Zato zdaj vam prvo pokažem, kako to naredim, nato pa vas prosim, da na računalniku ali na kakšni mobilni napravi se povežete s spletno stranjo. Več navodil sledi. Torej, odprem prezentacijski način. Ta primer, seveda, ko gre za v živo, je dobro, da zvok učencem prenašate preko katerega medija, da enostavnejše poteka predavanje, ker drugače nima smisla, če bi vi v bistvu samo prosojnice predvajali. Tako, zdaj se mi je odprlo gradivo. Recimo, da imam zdaj jaz s svojimi učenci vzpostavljen zvok. Na tem mestu bi potem učencem predstavila likovni pojem barvne perspektive. Šla bi skozi moje prosojnice, da si naj ogledajo barvno shemo in tako naprej. Bi jim še malo več razložila, kot je seveda na prosojnici zapisano. Potem pa bi recimo prišla do te prosojnice in bi si želela vzpostaviti, da je to naloga za učence. To lahko tudi v tem načinu naredim. Ne vem, če ste prej opazili, sem v bistvu prosojnico spremenila v načinu urejanja, je pa jo mogoče tudi spremeniti, ko smo v načinu prezentacije. Zdaj, kako to naredimo? Grem sem pod drugo ikonico, kjer so tile človečki. In se mi pojavi takšen pogled. Zdaj, tukaj je spodaj možnost, da tole stran spremenim v tako individualno kot skupinsko aktivnost. Jaz bom jo zdaj spremenila v individualno aktivnost. Zdaj boste videli, da se mi bo spet pokazala malo nekoliko drugačna stran. Nekoliko časa traja, da se to tako. Zdaj pa vas v tem trenutku prosim, da greste na spletno stran hellosmart.com. Zdaj, jaz bom si, da boste lažje razumeli, odprla tudi še levo en brskalnik. No. Torej, greste na spletno stran hellosmart.com. Meni je zaštekal tale brskalnik, zato ga mogla ponovno odpreti. No, ne bom mogla žal pokazati. Torej, greste na spletno stran hellosmart.com. In vpišete identifikacijsko številko 77261. Vidim, da se že pridno povezujete. Tukaj spodaj jaz tudi vidim, koliko jih je že povezanih. Jaz bom še malo počakala, da vam bo uspelo se povezati. Bom med tem času še poskusila odpreti v drugem brskalniku, če mi bo uspelo, ampak nekaj mi je zaštekalo. Zdaj, če to med tem ugasnem, lahko tudi vidim, kdo se je že vse, na tej levi strani vidim, kdo se je že vse prijavil. Zdaj, če se še kdo ni, še bom enkrat odprla tele navodila. Kot sem že včeraj povedala, je to možno tukaj zgoraj, s pritiskom na tole puščico. Torej, greste na spletno stran hellosmart.com.
in vpišete identifikacijsko številko 77261, nato pa vpišete svoje ime, to vas je že kar veliko storilo. Zdaj morate pritisniti na start, vam tale stran, greste na tole 5. stran, kjer je tale handout aktivnost in pritisnite start. Tako, zdaj vidite dejansko, kako se mi že pogled, kdo je vse vpisan in kdo je odprl gradivo, že v bistvu seznam veča. Vi lahko kar pridno rešujete. Zdaj, pozabila sem vam povedati navodila, kaj morate na tej strani storiti. Poiskati morate besede. Tukaj bom odprla Teacher Handout. Če pritisnem na Teacher Handout, potem vidim prosojnico, ki sem jo spremenila v aktivnost. Na levi strani imate pisalo. Pritisnete na ikono pisala, izberete tale desno pisalo, to je označevalnik, izberete si poljubno barvo in pa debelino pisala. Zdaj pa tukaj je v bistvu igra iskanja besed in prosim, da poskusite poiskati čim več besed. Zdaj recimo ena je tole spodaj scenarij, recimo. Lahko jih z označevalcem označite, lahko pa si izberete tudi klasično pisalo in seveda besedo obkrožite. Če je kakšno vprašanje, vas prosim, da napišete v chat. Gospod Uranjek je napisal, številka gre skozi pri imenu, pa ne več. Aleš, imaš mogoče kakšno idejo pri tem, kaj bi lahko naredili? Jaz bi predlagal, da še probate enkrat, ker jaz sem namreč se uspel prijaviti, pa tudi lahko izpolnjujem, tako da sama povezava bi mogla delati. Če lahko probate enkrat. Larisa, če še enkrat daš tvoj ID? Moj ID je 77261. 77261. Ja, mogoče je možno, da poskusite tudi v drugem brskalniku. Jaz sem sicer na telefonu, tako da... Tako, zdaj v tem, če mogoče tudi malo pogledate, kaj jaz vidim na svojem zaslonu, zdaj trenutno vidim samo svojo stran. Tukaj pa potem vidim vse vas. Zdaj recimo, če odprem nekoga izmed vas, nekdo vidim, da se je celo vpisal pod ime mojo številko, recimo gospod Franci. Aha, vidim, da je že poiskal besedo film, ustvarjalec, animacija. Potem lahko grem kar zgoraj, vidite moder trak, se lahko pomikam levo in desno po učencih oziroma zdaj trenutno po vas. Malo traja, da odpira, zdaj nas je malo več naloženih. Tudi tukaj vidim, da je gospa Franja že poiskala nekaj besed in tako se lahko jaz pomikam v bistvu po celotnem razredu. Enaka možnost bi bila, če vi ne bi bili v živo. Ima kdo mogoče še kakšne težave, potem naj napiše kar v chat. Zdaj, če boste zgoraj pritisnili, ko boste recimo končali, lahko zgoraj pritisnete, zgoraj je spet ena moder trak, kjer lahko pritisnete dan. To pomeni, da ste končali in meni, evo zdaj se vidi, da je gospa Brigita pritisnila dan in se že vidi, da ste končali z urejanjem. Zdaj recimo, tu se točno vidi, kateri imate kljukice zelene, tisti ste končali z reševanjem. Tukaj bi vam zdaj jaz lahko tudi dopisala, recimo, ne vem, gospe Metki bom napisala, zdaj bom si izmislila, poskusite še najti 2 besedi. In to se potem mora tudi gospe pojaviti na svojem zaslonu. Enako bi lahko vsem vam napisala.
Zdaj imate na tem delu kakšno vprašanje? Je imel kdo težave? Česa mogoče ne razumete? Mogoče, da preberem komentarje v chatu. Google Chrome dela brezhibno, na telefonu deluje super. Tako da v bistvu dva primera, kjer zadeva deluje, imamo, no. Če pa ima kdo kako vprašanje, pa kar na danes besedo, ali pa če napišete v chat, bi bilo tudi super. Vidim, da se vas še vedno nekaj dodatno povezuje. To v bistvu lahko se neomejeno časa povezujete, dokler jaz ne zaključim te aktivnosti. Mogoče, Larisa, samo če še enkrat poveš, ali lahko to delajo samo v živo, ali lahko to dajo tudi učencem, ne vem, zjutraj pripravijo in jim dajo in da lahko učenci tekom dneva delajo. V bistvu, tako na začetku sem pokazala, kako se lahko učenci povežejo tudi od doma. Zdaj mogoče vas bo vrglo ven, bom šla kar nazaj v programsko opremo v oblaku, torej na začetno stran. Če bi jaz dala tukaj share link in kopirala link in poslala link, recimo objavila v spletni učilnici Moodle ali učencem posredovala tale link preko kakšnega medija, bi lahko učenci preko tega linka to odprli in bi jaz lahko enako, kot sem zdaj spremljala, kadarkoli, kaj ste vi delali. In tudi, če že enkrat pritisnete dan, da ste končali z urejanjem, če se vrnem sem nazaj, še vedno lahko dodajate oziroma urejate gradivo. Torej, recimo, vi ste pritisnili dan, jaz sem vam dopisala nekakšen komentar, nekaj ste pozabili, nekaj ste mogoče zapisali napačno. Še vedno lahko zgoraj pritisnete edit in še znova lahko urejate gradivo. Je bilo mogoče zdaj to razumljeno? Jaz mislim, da je bilo. Imamo eno vprašanje, oziroma en komentar in eno vprašanje. Ali število sodelujočih vpliva na hitrost? Težko rečemo, verjetno, da ja. Zdaj moramo vedeti, da Smart je to odprl za celotni svet, za vse uporabnike. Verjetno, da zna kaj nepričakovanega se zgoditi. Sicer zdaj vidim, u nas je bilo, ne vem, okrog 20-30 noter, pa je dokaj solidno delovalo, tako da načeloma tukaj ne bi smel biti neki taki večji problem. Seveda pa je tudi vprašanje našega interneta, ki ga imamo recimo doma ali pač kjerkoli se nahajate, no. Tako da tukaj najboljše probati pa videti, no. Kar se pa tiče gospod Oranjek, ki je prej napisal, da v Edgeu, da mu ni delovalo, v Edgeu ne deluje, v Chromu pa deluje. Tako da mogoče samo to, da pač vemo, da v Edgeu zadeva ne deluje, v Chromu deluje in pa na telefonih tudi brezhibno deluje. Tako da mogoče tudi učencem pol podamo, da tisti, ki imate starejše učence ali pa da, ne vem, ko navodila napišete, da jim poveste, da je mogoče dobro, da si namestijo oziroma uporabljajo Chrome ali pa na mobilnih telefonih uporabljajo zadevo. Bomo pa še tudi mi potestirali, pa mogoče, ko bomo poslali na koncu mail, zapišemo, da priporočamo uporabo naslednjo. Aha, no zdaj pa imamo primer, kjer v Edgeu deluje. Zanimivo. Tudi v Mozilli deluje načeloma, ampak je meni zaštekal računalnik. Načeloma včeraj sem vam kazala tudi v Mozilli. No, tako da, jaz mislim, da bi tale pogled mogel delovati v vseh brskalnikih, če je le vse v redu z njimi. Zdaj lahko se zgodi, da je kaki update, mogoče, da kaj ne deluje ali pa kaj takega, no. Tukaj je težko čist vsak konkretni primer povemo, dotično, zakaj ne deluje, no. Larisa, še imaš kaj za nadaljevati? V bistvu je to za danes vse, kar se tiče programske opreme v oblaku in pripravljanje individualnih aktivnosti za učence. Aha, imamo še eno vprašanje, Larisa. Gospa Iris sprašuje z radovednosti, koliko besed se skriva v nalogi? Bom preverila, samo malo. Bom preverila, ker sem nalogo. Ta igra je pripravljena tudi na i-učitelju, tako da lahko sem zraven objavila tudi rešitve, bom zdaj odprla. Nisem pričakovala sicer takšnega vprašanja za to.
Če še mogoče kakšno vprašanje, z veseljem pomagamo. Lahko nam tudi na mail napišete podpora@iučitelj.si. Evo, tu so v bistvu, če koga zanimajo rešitve te naloge. Jaz mislim, da je to iz moje strani za danes vse. Vabim vas, da nam pošljete svoje vprašanje, da obiščete naš spletni portal. In pa Mogoče tudi, zdaj, če je kdo novi, Larisa, da samo pokažeš možnosti, kje si lahko gradivo povzamejo, ker mogoče je kdo danes novi, pa ga včeraj ni bilo, kjer so že neka obstoječa gradiva, naši dva portala. obstajata dva spletna portala. En je slovenski spletni portal in to je portal iučitelj.si. Na našem tem portalu so dostopna razna gradiva, ki si jih lahko prenesete in naložite na spletno programsko opremo. Zdaj, če nimate nameščene namizne različice programske opreme, gradiva na računalniku ne boste mogli odpreti. Boste ga lahko samo naložili v spletno različico, lahko pa si namestite brezplačno namizno različico, vam bomo tudi danes, nekaterim smo že včeraj poslali, tudi povezavo, kjer si lahko to prenesete. Imamo tudi trike in nasvete. Tukaj ob strani, če pritisnem na Smart Learning Suite Online, imate samo videe za uporabo programske ne videe, trike in nasvete za uporabo programske opreme v oblaku. Drugače pa še lahko tudi za interaktivne table poiščete navodila za namizno različico programske opreme. Drugače pa imamo tudi nekaj video vsebin objavljenih za pripravo gradiv. V naslednjih nekaj tednih bomo poskusili še nekaj dodatnih naložiti in tudi novice z raznimi strokovnimi članki. Tukaj pa je tudi kontakt, kjer lahko oddate vprašanje, če potrebujete kakšno pomoč. Možno se je tudi vpisati in naložiti oziroma registrirati in naložiti gradiva. To mi tudi nagrajujemo, ker želimo v bistvu vzpostaviti neko skupnost, kjer boste učitelji imeli na voljo, da si prenesete ali naložite gradiva. Obstaja pa tudi drugi spletni portal, to je mednarodni spletni portal Smart Exchange. Tukaj zgoraj tudi vidite URL naslov spletnega portala. Na ta spletni portal se lahko prijavijo oziroma naložijo gradivo učitelji iz celotnega sveta. Gradiva lahko iščete tudi v iskalniku glede na starost in predmet poučevanja. Zdaj recimo, če odprem eno gradivo, se mi v bistvu tukaj pojavi predogled gradiva, si ga lahko v bistvu prelistam. Na desni strani pa imam možnost, zgornja možnost je, da gradivo shranim v SLS online, to pomeni v programsko opremo v oblaku, to je tale, ki smo jo danes v kateri smo danes delali, ali pa download, to pa pomeni, da vam bo spet preneslo gradivo in če ne boste imeli nameščene namizne različice, ga ne boste morali odpreti. To je v bistvu to od naših dveh portalov. Še kakšno vprašanje? Potem pa najboljše, da se kar... Nekaj vprašanj je bilo v samem chatu. Nekaj sem že odgovarjal, pa mogoče še za ostale, ki niste spremljali chata. Kdaj bo objava obeh videov na portalu? Danes popoldan bodo objavljeni. Potem je bilo vprašanje, ali ta program deluje tudi na tablah drugih proizvajalcev, ali le Smart. V bistvu ta programska oprema je v oblaku, torej lahko odprete v katerem koli brskalniku, ne glede na to, ali sploh imate interaktivno tablo, zaslon ali karkoli, lahko v bistvu na svojem računalniku delate. Je pa res, da je del celotne rešitve, ki pride z Smartom, ampak sedaj je Smart dejansko do konca leta omogočil brezplačno to uporabo za podporo učiteljem, tako da je pa do konca leta lahko uporabljate to kjerkoli, kadarkoli, brez interaktivne rešitve ali z interaktivno rešitvijo.
Gospod Otmar sprašuje, če do konca šolskega leta ali do koledarskega leta, do konca koledarskega leta, se mi zdi. To pa bi mi Marko znal pomagati. Oziroma, Larisa, ti tudi veš. Do konca koledarskega leta. Gospa Romana Premrov je napisala, da ima slabšo povezavo, da ni prišla noter. Tako sem rekel, vse to bo objavljeno na našem portalu in bodo tudi lahko video posnetek webinarje pogledali. Zdaj, v bistvu, če je to zdaj zaenkrat vse, še besedo predajam kolegu Marku, ki še ima nekaj besed za vas. Ja, mislim, hvala Larisa za odlično ponovno predstavitev. Mislim, da je bilo tako to. Zdaj, samo če še na kratko povzamem, mi smo torej oba webinarja posneli. Zdaj vsem, ki ste bili na včerajšnjem ali današnjem webinarju, smo že včeraj oziroma danes še bomo poslali povezavo do posnetka, se pravi do videa webinarja, da boste lahko tudi doma v miru, medtem ko boste delali, pogledali, kar je Larisa danes predstavila. Dodali bomo tudi vse uporabne povezave, ki smo jih danes omenjali, tako do povezave za programsko opremo Smart Learning Suite Online, kot do podrobnejših navodil v slovenskem jeziku. Za vas smo tudi poiskali nekatere platforme, ki so na voljo za konferenčne klice, webinarje, online treninge, ki jih lahko sedaj uporabljate pri poučevanju na daljavo, tako da torej tudi tole bomo vključili zraven. Tudi povezave do vseh predstavljenih portalov za gradivi, tako e-učitelj kot Smart Exchange. Če pa bodo še kakšna dodatna vprašanja ali pa kakšna dodatna razlaga potrebna, bodo vsi kontakti tudi zraven, pa smo seveda z veseljem na voljo. Zdaj, mi se vam seveda še enkrat zahvaljujemo za udeležbo. Mogoče čisto na kratko nas samo še zanima, če je takšna oblika za vas zanimiva tudi v prihodnje v obliki webinarjev, se pravi ne samo kot poučevanje na daljavo, ampak kot izobraževanje o interaktivnih gradivih, o smart programski opremi in tako naprej. Nam mogoče lahko, ne vem, v obliki maila ali pa na chat napišete, če je to zanimivo, bomo jasno takšno obliko peljali tudi naprej, ker je enostavne tako za nas kot za vas, hkrati se lahko interaktivno tudi sodeluje, tako da bomo veseli vašega feedbacka tudi glede tega. Tako da še enkrat hvala v imenu celotne ekipe Inovatio, pa ostanite zdravi.